Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Nadaljujemo s 15. krogom. Po večnem derbiju je na sporedu obračun v Domžalah, v Domžalskem športnem parku, kjer Radomlje gostijo Muro. Dobro, Moses in Malenšek. Malenšek za Kukovca, to je že lahko nevarno. Kdo bo prvi pri žogi? Zadev za vijoličast in za delitev točk v tem sosedskem derbiju v sodniškem dodatku. Tete. Maroša med tem v kazenski prostor. Tole je nevarna podaja in gol! 9. minuta, veliko smole. Ljutič je bil tisti, ki je zadnji igral žogo. Mura vodi. Diogo je bil tisti, ki je podal z desne strani. In potem nespretnost Ljutiča. Takole je Diogo prišel do podaje ob Dobrovoljcu. Maroša je bil seveda pred golom in tam pritiskal na zgoščen blok Mure, ki je zdaj v novem napadu. Nevarna podaja pred gol! Tudi Strajnar, o tem ste lahko prebirali tudi na naši spletni strani sportklub.si, kjer vas že tudi čakajo odzivi z večnega derbija. Medtem pa Diogo do strela in gol! 2-0, dobre pol ure igre je za nami, 31. minuta, Mura vodi z 2-0. Razočaran, takole pa torej Diogo preigravanje, Vukasovič je bil pred njim. Zdi se, da je šla žoga med nogama Vukasoviču in potem tudi Dobrovoljcu. Prav od Dobrovoljca pa je ravno toliko spremenila smer, da Velič ni imel možnosti, da bi jo odbil. V igri 11-11, tako v obrambi kot v napadu. Diogo proti oddaljenejši vratnici, trese se zunanje del mreže. Ampak nikakor niso bili dovolj povezani v napadu, v obrambi pa morda nekoliko premalo agresivni. Mura v napadu po desni strani, Diogo nevarno, tu tudi mislim, da vratnica celo na pomoč. No, napad med tem, priložnost in gol! Ja, zdaj so tam stali vsi pri Muri, ko je Žan Žaler. Takole dvojna podaja, Žaler pa z veliko sreče, kajti zadev je nasprotnega igralca in danes je to torej tekma, ko do golov prihaja predvsem po teh posredovanih branilcev. Kaj Cipot, tisti, od katerega se je žoga v kazenskem prostoru, ni bilo dovolj natančnosti. Žaler med tem proti sredini, kjer je poskušal Vukasoviču, zdaj je bilo nevarno. Korun in Dobrovoljc. Mamić po podaji Dobrovoljca, Mamić priložnost, pa trk z glavama in zdaj se bo seveda vse skupaj prekinilo. 3 zaporedni porazi pa niz, ki so mu bili v Radomljah zadnjič priča že kar nekaj časa nazaj, ampak danes se bo zgodilo, kot kaže, prav to. Trenutek veselja za 17-letnega Kumra Čelika, ki je odlično skočil. 17-letni Alin Kumer Čelik pa je takole odlično skočil. Dobro stekel, nekoliko je zamudil Korun. Mura znova vodi z 2 goloma prednosti. Imeli so svoje situacije, Radomljani niso jih izkoristili. Vrbanec je pritisnil, ampak zdaj ima Mura vse v svojih rokah. In tule je priložnost za še 4. zadetek. Vratnico je stresel najprej kapetan Amadej Maroša, ki je potem prišel do gola v drugem poskusu. 10 golov v tej sezoni v prvi slovenski ligi. Tule so se zapletli domačini, žoga se je odbila
do Maroše ob slabem zaustavljanju, težke podaje Davidoviča. Tako da tu napaka Davidoviča na svoji polovici, da vse skupaj obrnilo v povsem drugo smer. Če bi Čebula bila brez Čeja, bi bila samo Bula seveda, tule pa zdaj Štorman, no in vendarle še en zadetek. Je tudi najverjetneje z vso jezo tule sprožil na polno, neobranljivo, blizu je bil sicer Sadriju, povsem nemočen je bil Raduha, natančneje pa pravzaprav ne gre, kot smo videli tudi iz tega ponovljenega posnetka. Torej, Kalce Radomlje 2, Mura 4, Ljutič z avtogolom, pa potem Diogo Kumerčelik in Maroša. Oskar Drobne, prišli ste do pomembne zmage danes, predvsem v prvem polčasu tudi sjajna karakterna predstava, dobivali ste tiste druge žoge, ki jih vi vselej, na katere vselej opozarjate. Kako ste sicer videli prvi, drugi polčas, 4 zadetki, 2 prejeta, to karkoli skazi ali je ključno samo to, da ste prišli do zmage? Po tem nizu je pomembna samo zmaga. Dejstvo pa je, da smo ob zmagi bili tudi igralni, da smo igrali, da smo bili in v posesti dobri in v prehodu dobri. Sploh ste povedali že, prvi polčas je bil zelo dober, lahko bi še dosegli kak zadetek. Ja, ok, drugi polčas, pač dobili smo ta zadetek od bloka, ampak nas ni neki pokolebali. Fantje so še naprej bili pravi, potem smo šli na 4-1 in je bila tekma odločena. Kumerčelik do prvenca v karieri v članskem nogometu v prvi slovenski ligi. Dobivamo tu v Sloveniji nekega izjemnega skakalca, videli smo, kam je poletel po zraku. Fant ima izredne predispozicije, zelo dober tajming, dober udarec in sem siguren, da to ni edini gol, ki ga bo dosegel v slovenski ligi. Zmaga torej proti Radomljam, mirnejši reprezentančni premor, priprava na Olimpijo, pa nekako lahko za navijače Mure rečete tudi dobre obeti za igro v napadu, ne glede na to, kako kreativni so bili danes igralci. Poglejte, po vsakem vedno rabiš nek določen čas, da se uloviš. Na začetku smo dosegali manj zadetkov, ampak zdaj smo pač s treningi dosegamo nek željen nivo, prihajamo v priložnosti, tudi izkoriščamo jih. Normalno, cilj pa je prihajati v priložnosti, potem pa ta individualna kvaliteta. Danes je pač smo zadeli, uspešni in super, da se nam je to zgodilo zdaj pred pauzo, da smo polni energije v teh 14 dnevih za finiš. Darjan Slavic, za vas danes nekako tekma 2 polčasov. V prvem delu je vsekakor manjkala agresivnost, v drugem delu ste se potem skušali vrniti tudi z nekaj menjavami, zadeli najprej, pa se potem hitro znašli spet v zaostanku z 2 goloma. Kaj je bil nek razlog za morda slabši prvi polčas? Pa ne bi glih rekel, dobro, mislim, z naše strani sam začetek tekme je bil v redu, smo bili živi, živahni, ampak nekako taktično je Mura prepustila to inicijativo. Mi smo imeli možnost organizacije napada, ampak smo delali res naivne napake, podaje skozi sredino in z tega so si ustvarjali potem Murini igralci priložnosti z protinapada. Z tega tudi zabili in ko se enkrat 2-0 zaostanku, potem razkiraš. Jaz mislim, da bi še sama tekma bila živa, tam neka situacija za 3-1, mislim, da ni bil korner, ampak na koncu zaslužena zmaga Mure. Je pa nogomet, igra trenutkov, Vučenović bi lahko poravnal na 2-2, potem bi šla tekma v povsem drugo smer. Pa ja, mislim, da tudi Mura imela realne priložnosti za povišanje vodstva, mi smo imeli potem za znižanje. Ogromno tega se je dogajalo. Danes so bili izkušenejši, pametnejši in zasluženo zmagali. Reprezentančni premor zdaj najverjetneje pride zelo prav, po kar zgoščenem ritmu tekem. Kako se zdaj pobrati in potem najti neko tisto pozitivno energijo, ki jo boste potrebovali še za zaključek jesenskega dela?
Pa ja, mislim, da ta ena tekma nas ne sme več testira. Gremo naprej, normalno bomo stvari pregledali, pogledali in tudi analizirali, ampak daleč od tega, da smo še rekli zadnjo. Klemen Pucko, pomembna zmaga za Muro, dolgo ste čakali na njo. Kako ste videli prvi polčas, ko ste nekako zares nadigrali Radomljane? Ja, prvi polčas moram povedati, da smo zares prenesli to, kar delamo na treningih v tekmo. In ta prvi polčas je nekaj, na čemur moramo graditi tudi v naslednjih tekmah. Zadetek Radomljanov potem v drugem delu, pa še tista prečka, je bilo prisotne potem, kaj skrbi, ste bili kaj zaskrbljeni, da bi se lahko vse skupaj odvilo, čeprav ste potem kar hitro spet povedli, s +2? Ja, Radomlje so nevarna ekipa, hitro ti lahko zagranijo življenje. Sploh po drugem zadetku Radomlja mislim, da smo se, ne vem zakaj smo se povlekli, neka panika se je naselila v nas in to moramo popraviti v naslednjih tekmah. Prišli ste do prvenca v prvi ligi, ampak najverjetneje ga ne boste ohranili v najlepšem spominu zaradi ekipnega rezultata. Kako ste sicer videli to zahtevno tekmo z Muro? Ja, res je. Škoda, vemo, kaj nam je ta tekma bi prinesla. Škoda tistega prvega polčasa, potem v drugem polčasu smo pravili nekaj spremeniti. 2-1, potem za 2-2 smo imeli prečko, škoda ni šla not, potem pa. Zdaj se je treba hitro pobrati, ne sicer reprezentančni premor, kar vam najverjetneje pride prav, potem pa še zaključek tega jesenskega dela. 3 zaporedni porazi, pa nekaj česar niste vajeni v tej sezoni. Ja, res je. Mogoče bo prav prišel ta premor, zdaj nič, glave skupaj, gremo trenirati in na zadnjih teh tekmah probati čim več točk strčiti.